Dobrodošli, spoštovani gostje, na 5. moji zgodbi. Danes imamo to srečo, da smo povabili kar 2 gosti. To je prvič v zgodovini naši kratki sicer zgodovini, do zdaj smo izpeljali 5 zgodb, ampak da smo povabili 2. In zelo sem vesela, da ste se odzvali vabilu, kljub temu, da imate polne urnike, veliko obveznosti, ampak glede na to, da že 10 let tako lepo sodelujete, sem res vesela, da bomo danes slišali vajno zgodbo. Pa naj na začetku samo povem, zakaj smo vaju povabili na ta naš dogodek, moja zgodba. In bom kratko povedala, kje je bilo. Jaz sem pred enim mesecem pa pol prišla v našo trgovinco, kupovati vam stvari, evo tudi tale čudovit kombinezonček je iz naše trgovinice in prstan, ki ga imam danes gor. Tako da jaz res obožujem prva skupovati, sploh zato, ker vem, s kakšnim namenom je to. In ko sva se z Alenko pogovarjali, ker sem poznala že dalj časa, je omenila, da je društvo kar 10 let že na sceni, če tako rečem, da živi že 10 let, da je letos ta lepa obletnica in pa sem rekla, to je pa velik za našo mojo zgodbo in da bi rada, da jo predstavlja. Tako da z nami Alenka Žnidarič in Vesna Goršek, pozdravljeni. Hvala, zdravljeno. Okay. Pa da malo pripravimo teren, bomo vprašali tako eno bolj nenavadno vprašanje. Če bi vajina zgodba, ki traja že 10 let, bila knjiga ali film, kakšen žanr bi bil? Ali bila to drama, ali komedija, ali kakšna pustolovščina? Kaj bi rekli? No, pa bom kar jaz začela. No. Jaz mislim, da čist vse 3 stvari skupaj. Drama, pustolovščina pa komedija. Tako da meni se zdi to skupaj glih res ta pravi stvari. No. Kaj pa praviš ti? Ja, jaz bi kar rekla tudi pustolovščina pa komedija, predvsem, ker drama, nikoli nismo delali z tega drama. Tako da se mi zdi, da komedija je bila skozi prisotna, pustolovščina pa itak, drugače ne bi šlo v to. Super, no mogoče pa kdaj nastane film ali pa knjiga o vajni zgodbi, ne? Ok, Alenka, jaz te poznam že od prej kot uspešno podjetnico, imela si čudovit butik, nas je veliko kupovali iz Domžal, priznane znamke so bile tudi v tem butiku. Pa, če nam lahko čisto na kratko poveš malo o tej zgodbi, preden se dotaknemo, kako sta se pa ljudje spoznali. Midva s partnerjem Goranom sva leta 1998 odprla butik v centru Brezak, takrat je bil v Domžalah izgrajen ta nakupovalni center. No, in predtem sem jaz delala v enem butiku in je pa Goran rekel, jo, ti pa toliko uživa s to modo, ne? Kaj pa, če bi imela svojo trgovino, ne? In sem se pa odločila za to. Moram reči, da sem res zelo uživala v tem, ko sem prodajala ali pa stilirala moje stranke. Bili so drugačni časi kot danes, recimo primerjam takrat butik, pa danes je res kar velika razlika. Ne? Takrat ni bilo te hitre mode, ni bilo še teh znamk, rečemo, ne vem, Zara, H&M, in ne vem, tako, te hitre mode. Mi smo samo, rečemo, 2 kolekcije, to se pravi pomlad, poletje, pa jesen, zima, ni bilo toliko tega. In se mi ni zdelo toliko potrošništva, no, tako bom rekla. Ne. No, potem se je pa mi, moram reči, da sem, tako kot sem že rekla, zelo uživala v tem. 2001 se mi je pa potem rodil sin, Lan Martin, z Downovim sindromom. In potem nisem imela več toliko časa, da bi pač lahko cele dneve delala, ker pač, ko imaš nekaj na svoje, ti res zavzame to, da delaš kar veliko časa. Ne? No, pa mi je bila bolj prioriteta potem otrok, ta zgodna obravnava z njim. No, in pol pri rojstvu drugega otroka sva se pa pol s partnerjem odločila, da bom trgovino zaprla. Moram reči, da sem potem bila 10 let doma, ampak teh 10 let je bilo čudovitih.
res moram reči, da zelo, zelo čudovitih, za vzgojo, za preživljanje časa s svojimi otroci. No, potem po 10 letih sva se pa spoznali z Vesno, bo pa Vesna malo več mogoče povedala o najni. Ja, najprej pa seveda enako kot tebe, Linka, vprašajmo, kaj si pa ti Vesna delala prej, in da se pa tudi ne poznava, tako da eno, ko mi čakam, da slišam, iz katerih vod si prišla in odkot ideja potem, da ste se za Linko, da si ponudili to sodelovanje. Tako, zdaj se moram predstaviti 11 let v zgodovino. Tako da jaz sem imela kozmetičen salon, pa masažen, delala sem razne terapije, bolnova terapeutka sem bila, kraniosakralna terapeutka. Moram reči, da sem kar uživala v tem delu, no, zaradi osebnih izkušenj tudi. Sem se pa potem odločila, ker sem imela tudi eno stranko, ki je imela telesno okvaro in ker so se veliko pogovarjale, sem se odločila, da bi pa mogoče midve s to gospo, ki je hodila k meni na razne terapije in storitve kozmetične, da bi mogoče skupaj zapeljale eno zgodbo in ozaveščale ljudi o tem, kako pomemben je, da imajo tudi ljudje, ki imajo kakršnokoli okvaro, takrat še nisem tako razmišljala predvsem o tem, da bi bila to samo duševna, ampak lahko tudi telesna. Če imajo kakršnokoli okvaro, če so kakršnokoli drugače ranljivi, da imajo, pač da so enakovredni na tem svetu. No in tako da so se odločile, da bi začele delovati na tem področju. To začetki so bili kar težki. No in potem je prišla še tudi Alenka na moje storitve in sva se nekako ujele in začela razmišljati, kako bi to zapeljale. Potem pa ideja je dala idejo in potem so se kar odločile, nič bova pa poskusile, pa bova mogoče na te naše tam mlade, ker lani je bil pa vključen v osnovno šolo Roje, s prilagojenim programom, a ne? S prilagojenim programom, no in potem smo rekli, nič bomo pa jih povabili, da bojo pa tudi oni hodili k nam, oziroma da bojo prišli na razne delavnice, na razna srečanja in tako se je potem začela zadeva. Ker obedve, ker sva pa obedve take, a ne, takrat, ko se midve odločiva, pol je akcija, pol nekaj drugega, ne. No, tako da smo začeli, potem sva hodile, se zelo angažirale v tem, hodile po, koliko jih je bilo, 5 jih je bilo na začetku, a ne, sva jih vozili v kino, na razne predstave, na izlete, na delavnice. Potem so pa prišle na idejo, da bi bilo fino, da bi midve to malo zaslužile tudi, ne, da imamo vse midve, ker so pač vse midve financirale, so rekli, zdaj nekaj bomo mogle pa tudi dobiti denar za to, da bomo lahko to financirale. In so prišle na idejo, da bi pa začele prodajati second hand oblačila, igrače, no in tako so se pa nama takrat ponudili te sejmi, Mihaelov, potem v Trzinu sejem, Hitovo semarjenje tudi. In je bilo to luštno, toliko smo se luštno imeli. 5 mladih s posebnimi potrebami pa midve. In to sva spraznile svoje omare, vzeli vse obleke, ki so jih imeli skoraj tam iz omar, knjige od najnih otrok, igrače, obleke in to je šlo ka zamet. Sploh, ko so bili še oni zraven. Pa so prišli na idejo, da mogoče bi bilo pa fino, če bi pa vseeno trgovinco naredili svojo lastno. In ko so se spet odločili, je spet nastala ta trgovina. To so bili najni čistko začetki. Ja. Pa šlo pa naprej, pa socialno podjetništvo in tako, pa je pa kar tekal. No, tako da zdaj nas smo že kar veliki, ne. Zdaj smo tako razdeljeni, imamo že osebno asistenco, potem socialno podjetje, v okviru socialnega podjetja imamo 2 trgovine, potem šivalnico, dnevni center, tako da se nam kar dogaja. Videnje projektov. Kako bi pa rekla, Lenka, da je ta tvoja prva pot sovpadala s tem, kar zdaj delaš?
In kaj pa je tebe motiviralo, da si rekla Vesni ja? Vesna je vam nekaj predlagala, ne? Ja, moram reči, da Vesna je pri nas motor, ne? Gonilna sila, vizionarka. Ona pride res, po noč nisem spala, to idejo imam, to bomo naredila, ne? Pa rečemo, ja, to bomo, ali pa ja, tole, pa ne vem, kako bomo, ne? Ampak res je motor. Vse to, kar je res ona se spomnila, no. Ja, in mene je motiviralo prvo to, da je bil pač moj sin lani vključen v to, ne, da videla sem to, da je on lahko vključen v družbo, ne da ga zapremo v en center, ampak ker je hodil v reden vrtec, potem 3 leta redne osnovne šole, ena šolo so 9 let šole s prilagojenim programom in moja vizija je bila to, da bi bil on vključen v družbo, ne, da bi bil v Domžalah, nekam, da bi hodil sam v službo, ne, od doma do tja, da bi nekaj delal, ne. Tako da to je bila res idealna priložnost. Poleg tega, ker sem se pa odločila za te second hand trgovine, ne, je pa spet prišla moja ta ljubezen do mode, ne, in jaz sem bila takoj za to. Ne. Tako je rekla, ne, jaz sem spraznila omare in sva šle gasilsko mizo in sva šle se spomnim na Hitovo sejmarjenje in tam sva dale to mizo gor, stvarico, štender sva imela še s temi oblačili, vse sva prodala in smo rekli, evo, to bi pa jaz delala, ne. In s tem narediš nekaj dobrega v bistvu za okolje, ne, za naše mlade, ne, to je sploh v prvi vrsti, ne, za ta mlade, tako da, evo, dve stvari sta bile na en mah, ne, tako da. A res moram reči, tudi moja izkušnja je taka, ker te poznam pač iz prve podjetniške poti pa zdaj, enak občutek je, ko sem prišla v prvi butik, pa ko prijem zdaj v našo trgovinico, pa ko ti s takim žarom letaš okrog mene, pa tole probi, res tako, videti, da si bila poslana samo za to. Tako da super, da si v bistvu na 2 različnih poteh našla to strast in jo obdržala. Kaj pa sta videli v mladih z motnjo duševnem razvoju, kar drugi morda niso? Mogoče prvi nekaj. Bom jaz mogoče ti povedala. Kaj sva videli v njih? Predvsem, ne vem, mene pač to fascinira, da so tako preprosti. Da so res preprosti, da ima res srce na svojem mestu, da ni nobene hinavščine, zlobe za njimi. No? Tako da, pa tudi z njimi je bilo tako vedno tako lepo. Kadarkoli se z njimi družiš, je, ne vem, ti kar srce zaigra. Tako da, tudi če si slabe vole ali karkoli, vedno, pa so bili v teh 10-11 letih, no, zdaj že, tudi veliko je bilo slabih trenutkov, ni bilo samo lepih, ne, da se razume. Mi velikrat govorimo samo lepih, ampak veliko je bilo tudi slabih. Ampak oni so tako vedno znali pomiriti nas. Ne. Tako da je bilo vedno, sploh na začetku sploh niso pustili, da bi šli na dopust. Ne. Ja. So rekli, ni šans, ne gremo na dopust. Tako da oni res uživajo v tem. In kaj naj je to? Predvsem to, da se oni toliko želijo delati, da so tako veseli, da se tako čutijo, tako pripadne. In ko jih ti sprejmeš, koliko so se pripravljeni naučiti. Ker tega noben ne vidi. Da oni imajo ta delovni potencial v sebi. Ne? In če ti pristopaš na ta prav način, ga bojo tudi lahko potem razvijali. Ne? Vse te vedno tako, ko ti pristopaš do ljudi, če boš jim rekel, se postavil nad njimi, nad vlado, pa rekel, ti nič ne znaš, pa dejansko ne boš nič znal. Ne? Če boš pa rekel, le imaš možnost, le tukaj ti bom stala ob strani, pa je pa drug pristop, pa si pa veliko več zapomniš. Ne? Tako da pomembno je, kako pristopaš. In tukaj smo se najdeli, vsi skupaj. In je bilo res luštno. Ja, jaz lahko iz svoje lastne izkušnje s sinom, Lanom povem, da on ima res željo po tem. In ko smo mu dali to priložnost, da lahko dela v trgovini,
se je potem on res izkazal. Ne? On res pride, tako kot je Vesna rekla, ko gremo mi na dopust, pa kakšen dopust, ne? Pa po 4 dneh on bi šel že domov. Jaz bi bila mesec dola, ne, mami, gremo domov. Ne? To se mi zdi res, da to so toliko predani, ne, vestni, tako da ne bi imel pa, da ne bi jih imel, ne, pa da ne bi z njimi delal. Tako da to je res taka sreča, bom jaz rekla. Ja. Blagoslovija. Pa tako, kot si rekla, mislim, kar daš, to dobiš, tako da kar daš njim, oni še krat pomnožajo. Kakšne so bile prve reakcije staršev, pa širše skupnosti, ko ste začeli s tem projektom? No, jaz kot mama, ne, in ko smo mi živimo v eni skupnosti, tudi se srečujemo z drugimi starši, ne, tudi smo prijatelji postali in tudi mladi so tudi pri nas v društvu, ne, in vidimo, da starši so zelo veseli, ne, da lahko otroci pridajo k nam, da so vključeni v družbo, ne da so zaprti v enih, ne vem, VDC-jih ali pa enih zavodih, ne, tako, ampak da so res v družbi, da oni lahko prihajajo sem na delo, da v dnevnem centru si naredijo, ne vem, zajtrk, grejo potem na razne aktivnosti, potem v službo, ne, na kavico, v kino, na predstavo, ne, da so res med nami. Ne. To res za vsakega starša je to tako neprecenljivo. Ne. Družba, jaz moram reči, da nimamo kakšnih velikih slabih izkušenj, nekih je bilo tudi, no, ampak drugače pa mislim, da družba sprejema to, no. Tako da jih vidijo, ne vem, na cesti, ko pridejo v trgovino, so zelo veseli, če jih vidijo noter, ne, da jih oni pozdravijo ali pa kakorkoli, ne, tako da se mi zdi, da je to res dobrodošlo, no, da smo vsi veseli, no, da je to tako. Mogoče jaz sem še dodam, da tukaj je bilo res tako pomemben, da je bil lani vključen v šolo, ne, ker mi smo takrat apelirali na osnovno šolo Roje in ker so otroci nekako Alenka že takrat dober vtis naredila, da te starše očitno in nekako so zaupali, tako zanimivo, tudi jaz se večkrat obražam, kako je to mogoče, tako so res zaupali, da bo vse okej in da bo ta projekt stekel. In tudi, mogoče najbolj bila tudi to zasluga, tudi osnovna šola Roje nas je tako resno vzela, najbolj tudi zaradi Alenke Palana, ki je bil lan tam prisotna, ne, tako da to je res veliko pomagalo. Pa seveda, ker so se takrat dijaki, ne, osnovne šole Roje, ker so hodili k nam na delo in dejansko so se veseli vračali in veseli v šolo in potem tudi k nam nazaj. In to je zelo veliko tehta. Pa če se zdaj vrnem k tistem, ki si rekla, da so pa tudi izzivi bili, ne? Da ne bomo vsem govorili samo lepih stvari, zato da malo začutimo, da je pa to vsem kar zalogaj, tak projekt zaštartati. Kaj je bilo na začetku recimo največ teh večjih izzivov? Ampak vsem še vedno sta tukaj po 10 letih, tako da verjetno niso bili preveliki, bili pa so. Ja, seveda so bili izzivi, ampak je to tako odvisno, kako jih gledaš na njih. Recimo, mi da so obe dve človeka, ki ima izzive zelo rade in pravzaprav niti takrat, ko so bili v tem zagonu, tako malo naivnem zagonu, niso niti razmišljali, a bi šlo kaj narobe, a bo uspel, nakoli niso razmišljali o tem, a bo zadeva uspela ali ne. Ampak takrat v tistem času je bilo nam luštan smo se imeli, nismo tako, da bi rekla, da bila pa ful vizija od zadnji. Nekaj smo si želeli, pa vedno smo govorili, mora nekaj od zadnji za nama potegniti ven, pa nismo vedeli čist kaj, ne. Ampak v tistem momentu nam je bilo čist luštan in iz te spontanosti so se pa razvile razne dejavnosti in vse to, no. Tako da nakoli niso tako gledali na izzive, ampak seveda pa je bilo velikrat se je zgodilo, da je prišel k nam kdo, sploh, ko smo imeli trgovino, da je prišel pa rekel, joj, kaj vi počnete, ne, kaj se greste. Pravzaprav smo imeli 2 tabuja, ne, za podred in sicer second hand oblečina, ne, ker takrat to 11 let nazaj še ni bilo tega, in pa seveda drugačnost, ne.
In velikrat so stali ljudje od zunaj pred trgovino, gledali k nam, niso vedeli, kaj ne z nami naredijo. In včasih se je zgodilo, da so po 3 mesecih prišli noter sploh ženske kakšne, ne, pa so rekli, joj, zdaj smo se šele v junačne, pa smo prišli, smo vas v daleč opazovali, ampak zdaj smo pa prišli pogledati, kaj se dogaja. No in večina je pol ostala tako rednih strank. Ker problem je v tem, da ljudje rabijo izkušnjo z ljudmi z motnjami v telesnem duševnem razvoju in dokler ni, da dobiš ti izkušnje, ne moreš vedeti. In problem je v tem, ker se pol kot ljudje rečemo, sej, ne vem, kako se obnaša pa tako, ne. Ampak dejansko se ne moreš drugače obnašati, ne, ker ne veš, ker nimaš izkušnje. Ko pa dobiš enkrat, je pa potem vse okej. Vidiš, da se čisto normalno komunicira z njimi, da so prav lušni. No? Tako da to. Pa se vede še tudi finančni izzivi. Ne? Mi smo bile 3 leta vse prostovoljke. Imeli smo še eno lušno gospo, ki je še vedno z nami, tako da vse smo same financirali. Ne? 3 leta, tako da to je bilo kar dolga doba. Kako ste pa oblikovali ta koncept second-hand trgovine oziroma trgovine z rabljenimi oblačili? In predvsem to, če lahko tako na hitro poveste, ko prideš v trgovino, kaj pa mladi počnejo v tej trgovinici? Koncept imamo zasnovan tako, da v trgovini prodajamo stvari z druge roke in to so stvari, ki jih nam ljudje podarijo. Te stvari bi romale v smeti, na Rdeč križ ali kakorkoli nekam, Ljudje se jih pač naveličajo in jih prinesejo nam. Potem pa naši mladi s pomočjo mene, pa še naših, ki so v trgovini, to preberemo, operemo, posušimo, zlikamo in potem oni tudi deklarirajo, deklaracija gor in tudi oni dajo potem to v trgovino. Zložijo, potem recimo lani veliko trgovini vsak dan, on tudi potem sesa, pometa, pomiva stekla, odnaša smeti, potem vestnik prinaša pošto, ker imamo naslov tukaj, da pa v lupu, v drugo trgovino nese stvari. Tako da je vsak dan so prisotni, tam od 2 do 3 do 4 ure pač delajo. Ima vsako svojo zadolžitev, pa nas, mislim, da vsi s posebnimi potrebami imajo radi rutino. Vsak dan točno napisan, kaj se dela, lan Bog nadejte, kdaj pride, ki je malo drugač, je pa še malo drame, ampak vse pa uspelamo. Ampak čim več jih probamo po njihovi zmožnosti vključevati v delo. Še jaz nekaj dodam, Helenka pozabila, pa je zelo pomemben. In sicer to, da so bili si zelo enotni glede ene stvari, vsi so si v velikih stvarih, tako da podobno razmišljala, ampak to je bilo pa ful pomemben, zato hočem to povedati. Želeli sva butičen slog trgovine, to se nam je zdelo zelo pomemben, da to okolje, ker oni delajo, da je lepo in da se oni v njem dobro počutijo. In ne vem, obe imava neki smisla za to, kaj je lepo, in prvo trgovino sva potem, ni nam bilo hotovo tudi, imeli smo pomoč arhitektke za to trgovino in potem za trgovino Ljub, ker to se nam je zdelo izredno pomembno, da je to delovno okolje, v katerem oni delajo lepo in da se v njem dobro počutijo. Kako pa to njihovo delo zdaj, a opažate spremembe na njihovi samozavesti in v njih nasplošno, ker so vključeni in delajo vse te stvari? Lan, spet bom tebe, res to se pozna na samozavesti, res čisto vseh, tisti, ki delajo tako, da daš priložnost, ker tudi mi smo veliko bolj samozavestni, pa imamo dobro samo podobo, če nekaj počnemo, če nekaj ustvarimo, če smo v enem okolju, in to se res pri njih vidi, na samozavesti, na govoru, na orientaciji v delu, v času, res mislim, same res lepe stvari, da rečem na kratko, tako da je, in pri vseh opažamo to, pri vseh, da je pač napredek v tem, da
odločitvi v to. Tako da. Prej ste omenili, da vam je pomenilo tudi, da je prostor lep urejen. A bi mogoče rekla, da kakšen simbol v trgovini ali pa kakšen izdelek, ki ga imate, ki ga moče tudi sami izdelujete, bi predstavil vašo poslanstvo? Jaz bi izpostavila to našo blagovno znamko Loop, te izdelke reciklirane, ki jih delamo, to se pravi torbice, jakne, hlače. To se nam zdi, da se meni zdi, mislim, da se tudi obema zdi, da je pač to en tak izdelka, ki pokazuje našo unikatnost, povezovanje, v bistvu vključevanje ranljivih skupin, ne samo teh oseb naših mladih, ampak tudi živili, katere ustvarjajo to. To se mi zdi tako, da unikati, da so uporabni. Jaz bi izpostavila to našo blagovno znamko. Mislim, se kar strinjam. Pomemben je tudi to, da oni pri tem pomagajo, da pri kakšnih preprostejših izdelkih delamo te take lušne srčke, opeske in to je en tak mogoče naš prepoznaven znak. Vse delamo res veliko, to je pač reciklaža iz džinsa, ker videli smo, da se ta džins kopiči, da ga ljudje toliko ponovno uporabljajo, ni bilo tako, da se bi šel ponovno v prodajo. Pa se nam je zdaj tako, težko smo ga s težkim srcem, ga bi kar zavrgali, pa smo pa rekli, gremo, pa ustvarimo eno tako, takrat še niti niso tako razmišljali, ampak mogoče kakšne dobre izdelke z tega. Zdaj pa je nastala res ena čudovita znamka. Tudi jaz sem dobila v dar eno vajni izdelk iz te kreacije, eno mini giganco. Zdaj poletje nosim enkrat na teden sigurno. In vedno, ko imam gor, je ta občutek, da so vključeni tudi mladi in da jim je to nekaj najljubšega. Tako da, kaj pa vama pomeni verjeti v nekoga? Zato tudi je društvo Verjamem vate. Kako se to odraža v vajnem delu? Zdaj, tako je, ko se ti rodi otrok s posebnimi potrebami, potem običajno, če ne bi verjel od tega otroka, da bo pač vse okej, potem bi šlo težko naprej. Ker skozi upaš in skozi želiš, da bo vse okej. In ne vem, kakšni rečejo, moraš najprej verjeti vase, da boš potem verjel v drugega. Tukaj je pa tako močna zgodba od zadaj, da dejansko da ti ta vera otroka da to, da ti verjameš potem vase, da zmoraš. Vse je povedala. Super. No, zdaj pa eno zanimivo vprašanje. Če bi lahko za en dan zamenjali življenje z enim od mladih, kaj pa vas delajo, in kaj bi želeli izkusiti ali pa se naučiti? Tiste mene delo, kaj bi vedeli, kaj vam bo prva mesto naprej. Ta je tako res dobro vprašanje. Jaz bi bila takoj v Lanovi koži ta preprostost, pa pogum. Recimo že to javno nastopanje. Oni nimajo nobenih problemov. Ne pet, ne plesati, ne povedati kaj, ker mi imamo velikrat kot težave, kako bom spadla, pa kako bo to bom. Oni pa tega nimajo, in to bi si želela, res takoj pripišem za to. Tako da, to se mi zdi, da imajo res eno tako, čisto si, se mi zdi pa res čisto si, da imajo, nobenih problemov. Tako da ta se mi zdi res taka, saj zame. Za razliko od nas zelo radi nastopajo, tako da nas velikrat spravijo iz težav. Tako da tudi na konferenci lansko leto o vključujoči enakosti je imel Lan tudi zelo veliko besedo. Tako da absolutno je to pomembno, da so res to tako sproščeni
da živijo iz dneva v dan, da se ne obremenjujejo, kaj bo. To je res, ko učijo nas tega, da smo zdaj v tem trenutku in da zdaj uživamo, ker ne vemo, kaj bo. Niti ne naslednji dan, ampak niti čez 1 minuto. Tako da ja, to, da so v tem trenutku, ker pa imajo tudi tako čisto glavo, čeprav imajo manj kognitivnih sposobnosti, ampak vejo pa vse. Tako da so naši koledarji. Super, evo, bom jaz prišla k vam na trening. Kaj pa najbolj preseneti pri ljudeh, ki pridejo v trgovinico? In kakšna nenavadna zgodba mogoče, če se vam zdaj prikrade v spomin? To imaš pa ti, kaj so trgovinice. Mislim, ljudi, ki pridejo k nam, so zelo navdušeni, moram reči. Mi smo tudi kakšno neprijetno izkušnjo, sploh se spomnim na začetku, ko smo odprli, po moje, po kakšnih 14 dneh je prišel en gospod, pa je videl, kakšne osebe imamo noter in je prišel in je rekel, ja, gospa, kaj pa vi to delate tukaj, pa dajte jih kar zapret nekam, vi zaprete, jaz jih to ne bom gledal tukaj, ampak mi smo kar ustrajali in smo rekli, da pač more pa memjati, Vem, da se enkrat nam je tudi zgodilo, da je en uporabnik, ki je bil pri nas, sam je prišel od doma do nas, in ko pride v trgovino in on reče, Alenka, a veš, da me je ena gospa zasledovala? In jaz rečem, ne vem, meni so se pa ti mečka mogoče zamešal, pa on reče, ne, nisem. In res gospa pride čez 5 minut v trgovino in reče, jaz sem pa tega fanta zasledovala. Sem rekla, zakaj ste ga pa zasledovala? Jaz tukaj sem mislila, da se je izgubil. Jaz še nikoli nisem videla enega fanta zdavna, da bi se sam sprehajal po tem žalah. Jaz sem šla za njim in sem mislila, da se je izgubil. Sem rekla, ne, on se ni izgubil, on je sam prišel, on točno ve, kam mora pa kako. Je rekla, no, se zdaj bom pa pozorna, ker bom nikoli več. Drugače imamo pa res same dobre izkušnje z našimi strankami, tako da smo zelo zadovoljni. No, mogoče še ko za štosma, se obema se je že zgodilo tako v trgovini, da se je dogodilo že, da je Alenka prišla iz Emporiuma, iz Novo Jobco in je potem dala v avto, naložila tukaj narobe, ki ni bila več v redu za odpad in je potem romala tudi na jopa na odpad. Ali pa jaz sem prodala svoj zelo dragocen pulik, ker nisem vedela, da ga sploh prodajam po eni modni reviji in gledam, pride stranka, gledam, se te pa moj pulik, se ga ne prodajam, ampak sem ga prodala za 5 evrov, pa je bil zelo, zelo draži. Tako da, marsikaj tazga zanimiv, kaj se je dogodil. To bo šlo tudi v film. Kako pa vidite razvoj društva in trgovine v prihodnjih letih? Zelo težko vprašanje, iskreno, ne vem. Zdaj, v današnjih časih je tako izsocialo zelo slabo. Vedno manjša je podpora iz vseh strani, iz državnih, iz občinskih, tako da vedno bolj smo prepuščeni sami sebi. Tako da zdaj nam je prvi vrsti to, da preživimo vse to. Tako da niti ne razmišljamo toliko o tem, kako se bi naprej razvijali, bolj to, da vse to, ker smo že tako zelo razviti in glede tega imamo že toliko dejavnosti. Tako da predvsem to, da tiste stvari, ki jih nismo postavili še, mogoče te temelje, ki jih moramo še mečkan zbrusati, pa še malo boljš postati, pa še potem preživeti, to nam je najbolj pomembno. Ja, včasih več je manj, oziroma manj je več. Ja. Tako da včasih je fajn, da se tudi tisto, kar že dolga leta deluje, da se temu držiš, ne pa skozi neki noga. Kaj pa bi svetovali drugim, ki bi mogoče pa bili na začetku te poti, da bi želeli kaj pomagati ali pa ustanoviti kakšno tako podobno zgodbo, sicer z drugim namenom? In ker zdaj po 10 letih imate res veliko izkušenj in verjetno tudi sami, če bi šle še enkrat na isto pot, bi mogoče kakšno stvar naredili drugače, zato da bi vam bilo lažje.
Kaj bi bil kakšen tak nasvet, recimo, za kakšne, mogoče mlade, ki bi si želeli to take projekte? Zdaj, običajno pridejo k nam ljudje, ki jih zanima to socialno podjetništvo. Zdaj, te zadeve so tako, socialni podjetniki smo zelo na udaru in sicer poleg podjetniških znanj so potrebna tudi socialna znanja, tako da denarja primanjkuje za razne pravne nasvete, za računovodske, zakoni so ohlapni. Tako da to je zelo težko delo in kar jaz poznam dobre socialne podjetnike, je običajno ena zgodba v zadnji pri vseh. Tako da potem, ko je zgodba in ko je res ta navdih in potem lahko zadeve uspejo, težko dajem kakšen nasvet, zaradi tega, ker je vsako podjetništvo v tem smislu je tako zelo različno, specifično in težko dajem kakšen nasvet. Dejstvo pa je, da je tukaj zelo, zelo veliko ur prostovoljnega dela vključeno. Ja, mislim, da kar dobro povedala. Okay. Kako pa lahko družba zdaj bolj podpira take projekte, ko so vaši, predvsem pa mlade, odrasle z motnjami v duševnem razvoju? Kako bi jih lahko podprla? Tudi če nima društva ozadja, pa tako. Kako vam lahko pomaga v končni fazi tudi tako? Mislim, mi smo veseli vsake donacije, take in drugačne. Najbolj smo veseli oblačil, ko v bistvu prodajamo žensko oblačila, knjige, igrače, čevlje, torbice, nakit. Pa smo se orientirali samo na ženske, ker ženske smo večje potrošnice, kot vse stalo, mi smo otroške stvari, pa nam niso šle to, ker, ne vem, zdi, da mamice raj kupijo nove stvari, ali pa mi nismo imeli toliko, ker tudi nimamo toliko prostora. Ne? Če bi imela več prostora, bi imela še za otroke, še za moške. Tudi moški sprašujejo zdaj, ne? Ampak, kako je že Vesna povedala, da smo se orientirali bolj na to butično, in pač to izkoristimo. Tako da nam je zelo te donacije v tem, da nam donirajo te stvari zelo pomembne, pa zelo smo hvaležni za to. Pa tudi pomembno je to, da vsak glas v družbi nekaj velja. Tako da zelo pomembno je to, ker se trudimo tako osveščati ljudi, da nam prisluhnejo, pa da mogoče začutijo tudi oni to empatijo do drugačnosti. Ali pa ne samo do drugačnosti, do ranljivejših nasploh. In tudi, da pogledajo na ljudi mogoče iz enega drugega zornega kota, ker zdaj vrednote, ki so pomembne, smo usmerjeni v individualizem in v materijo. Zapostavljene so vrednote sprejemanja, delavnosti, potem kjera pripadnosti mogoče še. In tukaj je treba graditi, da se zavedamo, da smo minljivi, da moramo dati vsem ljudem, da si zaslužijo to priložnost, da so vključeni tudi oni v družbo in da to ne skrivamo pred drugimi in da nam ni to narodno povedati. In tako se mi zdi, da se najbolj potem glas širi naprej. Pa seveda z nakupi v naših trgovinah. Evo, in točno zato sva se z Gregorjem odločila, da vaju povabimo na mojo zgodbo. Da ozavestimo, da povemo to, da delimo, da povabimo ljudi, da bi pomagali po svojih najboljših močih. Kaj bi želeli, da se zapomnijo ljudi iz te vajne 10-letne zgodbe? Kaj, da bi se zapomnili? Da predvsem to, koliko je vsako življenje pomembno. Pa da se da, če se hoče. Pa če si želiš to narediti, ker včasih rečemo, ali pa da gremo iz cone udobja, pa da naredimo potem ne samo zase, ampak tudi za druge ljudi. Tako da jaz mislim, da je to najbolj pomembno, da se da, če se hoče, ker če se noče, pa ne narediš na to življenje. Res je. In nekaj sta že povedali o tem, pa vsem preden zaključimo, kako pomembna je ta podpora staršev
in pa lokalne skupnosti za vaše društvo in vaš obstoj, ker ste rekli, da če ne bo tega, bo težko naprej peljati. Ja. Mislim, podpora staršev definitivno tudi, da nama zaupajo, tako kaj Vesna rekla že prej, da nama zaupajo te svoje mlade. Podpora skupnosti pa v tem, tako kot smo že prej rekli, da nam donirajo, da nas podpirajo. Mogoče podpora skupnosti, jaz vidim tudi mogoče v tem, da jaz pogrešam to, da tudi te osebe bi še lahko v redne vrtce, redne osnovne šole, več bi jih vključili v razne recimo, da bi se bili potem zaposljivi tudi. Tu se mi zdi tudi tako, tukaj je še velik manjko, tukaj bi se dal še ogromno narediti. Tako da tukaj bi družba lahko še več, sam, ne vem, kaj ti vidiš še. Mogoče bi to pomembno tudi nekako gledati znanost, pa občinski, pa državni organi na te zadeve. Žal je velikrat tako, da jih ne razumejo teh stvari, pa potem iz tega razloga, ker ne razumejo, potem zadeve tudi ne sprejemajo. Tako da mene včasih tako šokirajo te stvari, da ljudje, ki delajo z njimi, pa mogoče sploh ne vejo, kaj so oni kot ljudje z motnjo v duševnem razvoju sploh sposobni narediti. In mislim, da se bi mogli tukaj ustaviti ljudje, malo stopati iz pediestala, pa pogledati malo drugače na to situacijo. In velikrat se nam zgodi, da se utapljamo v birokraciji, v težavah s financami. In meni to ni hodotok, ker mi je to izziv. Je pa problem, ker ves ta čas, ki ga mi porabimo za te stvari, toliko manj ga namenimo pa za razvoj teh mladih. Tako da to mi pa je hodo in na koncu ne nasankamo mi, ampak nasankajo oni, ker si pa zaslužijo veliko pozornosti. In tudi moram reči, da mogoče tako navzven, ker mi delamo, pa vse tako super, pa imamo zabave, pa se vse lepo dogaja tako. Ampak znotri, to je tako kot doma, v družini, ker navzven vse lepo zgleda, noter je pa rastur. Tako je tudi pri nam. In od začetka nismo o tem veliko govorili, ampak tako je in tako na čustvenem nivoju in fizično. No, pa je zdaj tole vprašanje, to pa zdaj naš zaključek. Če bi imeli neomejen proračun in neomejeno časa do nas, da vam jaz lahko to podarim, kateri bi bil naslednji stranski projekt za mlade z motnjami v duševnem razvoju? To je čist na trgu. Ja. Da bi imeli recikliran hotel. Recikliran hotel ponovne uporabe. Ali pa hotel, ponovne uporabe. Recikliran hotel, hotel ponovne uporabe z bivalno enoto. To se pravi, da bi bil ves hotel recikliran, naši mladi bi noter delali, imeli bi šivalnico, kjer bi se reciklirali, ne samo džins, tudi druge stvari, in iz tega bi bilo potem opremljen hotel, in bila bi bivalna enota, ker tudi jaz bom nekoč stara in si bom želela, da bo nekje v enem dobrem okolju, in to se mi zdi, da bi bila res taka moja sanska lokacija, kjer bi moj otrok potem prežival. Tako da to je to... Damo vortex. Ja, to imamo, mislim, da kar obe dve. Ja, ker takrat, ko smo odprli, to so bili te naši uporabniki dnevnega centra še mladi. To so bili tam 14 let stari, 15 mladiči. Zdaj so pa že odrasle osebe in mi smo se pa tudi postarali in starši so se postarali vedno več vprašanj, kam z njimi, kako z njimi. Delamo tudi poleg veliko Downovega sindroma pa z avtisti in to je skupina ljudi, ki so res problematični za vsakodnevno življenje, ki jih družba dejansko ne sprejme.
In kam z njimi? Ne sprejmejo jih dnevni centri, ne sprejmejo jih večgeneracijski centri in starši njihovi so prepuščeni na milost in nemilost, čeprav kljub te izgorelosti, ki so jo doživljali, na to, da živijo z njimi do konca. Potem pa se več ne ve, kam z njimi. Tako da rade bi res, kot je Alenka rekla, naredila eno bivalno skupnost, ki jo bi pokombinirala s tem, da bi mogoče res nastal kakšen hotelček, tak lušten. No, to je tudi zdaj iz navdiha z moje strani. Če bo kdo zadev na lotu, ali pa če bo kdo, ker vsi vedno rečejo, če bi zadev na lotu, da bi dal v dobrodelne namene. Evo, tukaj imate najlepši možen projekt, v katerega lahko financirate in naj s tem tudi zaključam. Pa rada bi še, da vi dve povesta za vse ti, ki bojo pa poslušali potem mojo zgodbo, da točno povesta, kje sta lokaciji trgovin, kako vas najdejo, kako pridejo do vas, če bi radi kaj donirali, tudi finančne donacije seveda, in seveda, če bodo prišli s tem investicijskim predlogom. Imamo dve trgovini. Ena je na Ljubljanski cesti 104 v Domžalah, to je opečnat blok pri policiji. Potem je še ena trgovina Ljub, kjer je pa tudi, pravzaprav tudi prodajamo second hand oblačila in tudi te izdelke naše blagovne znamke Ljub, je pa na Ljubljanski 82, to je pa v SPB bloku in to nekako na sredi, tam zraven kavarne Central, tako da lahko nas tudi na spletni strani najdete, pokličete, pa vas vodimo tudi, tako da ni problem. Alenka, bi še tukaj za zaključek? Ne, je bila čisto, ja. Okay. Jaz se res z največjim veseljem zahvaljujem, da ste si vzeli čas, da sta delili z nami to res lepo čudovito zgodbo. Predvsem ta zadnje vprašanje me je najbolj motiviralo, tako da bomo dali skupaj v Vortex, da se kaj zgodi, ne? Ker ponavadi je tako, če si zaželiš, pa spustiš, pa se to zgodi. Tako da to je ste spustili. Zdaj pa v svet sta pa to dali, ne? Zdaj pa vabam še Gregorja, upam, da me bo slišal. Aha, sam trenutek. On se bi tudi vama rad zahvalil, da sta prišli v njegovo kavarnico in si vzeli čas in podelili to zgodbo. V darilo vama bo podaril tudi našo kavico, moja zgodba, tako da prav spražena za to kavarno in da boste lahko tudi doma skuhali. Sodelavci bomo veselja. No, med tem časom, ko čakamo Gregorja, bi pa jaz se že grem. Tako da se še zahvalim za rožicami in s kavico. Pa lahko zaploskate. Izvolite, Mariko, rožico. Ta ima kavico, da bomo lahko pustimo tole posebko. Super, hvala. Hvala. Kavico. Hvala. Bo se lahko eno skupaj steza malo drugačna rutina. Upam, da bojo, da to spremimo, ali? Ja, najlepša hvala. Hvala, Gregor, sem še sekundico, da jaz povabim vse tiste, ki nas spremljate zdaj v tem trenutku oziroma v kratkem, ne čez eno leto, če boste to gledali. Zdaj gre naša zgodba malo na počitnice, tako da se spet vidimo z novo zgodbo v oktobru, ampak pripravljamo pa vsem presenečenje za poleti, tako da avgusta pa vsi vabljeni na eno delavnico bačate. Najin trener Matej Pritikal, ki ima svojo plesno šolo, bo na tej terasi naši pokazal, pripeljal kakšne plesalce, bojo malo zaplesali, pa kakšno figuro nas bojo naučili, da boste lahko na žurkah tudi to plesali. Tako da vabljeni, še enkrat hvala za vajen čas in vajno srčnost in se vidimo v naslednji zgodbi. Nasvidenje.